Sploh v Sloveniji na Evropskem prvenstvu se moramo postaviti v vlogo, kjer si ne glede na nasprotnika želimo vsako tekmo zmagati. Trdno verjamem, da lahko naredimo korak 2 naprej v primerjavi z uspehi, ki smo jih dosegali do zdaj na Evropskem prvenstvu. Z nogometom sem prišel v stik že takoj, ko sem verjetno shodil, zato ker je tudi oče bil nogometaš oziroma marat nogomet, tako da verjetno je to malo ponujeno strani starša, tako da bi rekel, da v bistvu me oče navdušil za nogomet in dal tisto neko prvo znanje ali pa posvetil čas, da se nekaj naučim z nogometa. Kasneje pa so me navdušili za to predvsem moji prijatelji, vrstniki, nekoliko starejši, par let starejši, ki so bili, dajmo reči, iz iste ulice kot sem jaz. Z njimi sem se največ družil, največ časa preživel. Oni so igrali nogomet, spremljali nogomet, tako da so mi tudi v bistvu oni naredili tisti ključni korak, da so me prepričali, da se vpišem v nogomet. Vsaj takrat je bil pač Maribor alfa in omega, če lahko tako rečem, kar se tiče nogometnih šol v verjetno celi Sloveniji ali pa tudi vsaj vzhodnem delu ali pa štajerskem delu Slovenije. In je bila želja vsakega dečka, ki je igral v bilo katerem okoliškem klubu, da bi bilo kako stopil v kontakt z NK Mariborom, bil pozvan na treninge NK Maribora in tam tudi ostal. Tako da definitivno pač sem jaz imel enake želje. Imel sem določene prijatelje v šoli, ki so že igrali v NK Mariboru. Na medsebojnih tekmah z Mariborom se je spostavil kontakt z trenerjem takratne ekipe NK Maribora in potem se odločil pač, da se starši seveda, da odidem v Maribor. Pa spominov je milijon lepih pač od tega, da smo uspeli osvojiti oba državna naslova v mlajši selekciji, pravi takratnih U12, zdajšnjih U13 in pa U15 smo uspeli postati državni prvaki. Drugače pa v bistvu je cel ta proces sploh v mlajši selekciji, bi rekel, tam od 8 do 12 let je res lepo. Od vseh turnirjev, ogromno dobrih ljudi, spoznanih, katerih smo še zdaj v kontaktu, tako da ko si z nekom skupaj 5-6 dni na teden, pač se spletajo neke vezi, katere pač ostanejo tudi za dlje časa, tako da še zdaj je prelepo videti vsakega izmed bivših soigralcev in zelo lepi spomini. Definitivno je bila od doma vedno maksimalna možna podpora in pač tudi zdaj, ko sem odrastel, ko vidiš, koliko je vsakodnevno obveznosti, zavedanje, da so te starši bili pripravljeni voziti, dajmo reči, kar vse dni v tednu na treninge, te čakati na treningu, čakati, da se steširaš, da prideš iz učilnice, posvetili ogromno količino ur temu, je definitivno velik hvala, ob zavedanju, da jim nič od tega ni bilo težko. Tako da definitivno sem od začetka do zdaj vedno čutil njihovo podporo in sem zelo hvaležen za to. V bistvu bil ta zimski pomor kar dolg. Jaz sem igral drugo mladinsko ligo v nogometu in v tistem času so me prijatelji nagovorili, da pridem pogledat, kako je v takratnem Šedebrezje se imenovalo, kasnejši Maribor. Bi rekel, da v prvem trenutku definitivno nisem vsaj ne izgledal potencial. Ja, on je glih, mi smo igrali takrat, mislim, da prvo ligo. Bili smo, bom rekel, zelo kratki, kaj se tiče klopi in nekako smo rabili neke mlade igralce, da nam bojo pomagali. Na kar je nekdo rekel Žiga Čeh, jaz nisem še takrat slišal za njega, ampak ja, prišel je mislim, da basket, kratke hlače, prevelike patike za futsal, se pravi, to je bilo smeha polno, no. Ja, v bistvu sem prišel v neprimerni opremi za futsal. Prišel sem v šolskih hlačkah 3. gimnazije na trening, se tudi jaz dobro spomnim. Odigral sem drugi del sezone, mislim, da od marca naprej v futsal klubu Brezje, kjer sem nekako, dajmo reči, se našel. Malo bolj so mi bili ljudje, recimo, malo bolj blizu. Šport mi je postal
razburljiv, spet nekaj malo drugačnega in pa morda to, da smo se tistem trenutku borili za obstanek v prvi ligi in da je to dejansko nam uspelo v zadnjem krogu. Žiga Čeh je zadel in Mariborčani vodijo z rezultatom. In mogoče, da je bilo prav to tisto, kar me je potegnilo, da se odločim za futsal še naprej, da pustim nogomet. Mlad mariborski igralec zadel. Morda bi izpad v drugo ligo prinesel drugačen razplet in mogoče danes ne bi sedeli tu. Prišel iz Italije v Dobovec, bi rekel, da na začetku so težko obdobje za mene. Sem zamišljal, da bom dlje časa ostal v tujini. Usoda ni želela tako s takšnim in drugačnim razlogom. Vrnil sem se v Dobovec, ki je imel takrat že brez mene odlično ekipo. Mislim, da sem že takoj bil ustrezna okrepitev za Dobovec. Mislim, bi rekel, da je bil to najbolj prelomen trenutek neke moje poti. Tu sem najbolj napredoval in kot človek, in kot igralec, in kot soigralec, in kot kasneje vodja, kar je bilo neko logično zaporedje dogodkov. Prišel kot eden izmed igralcev, med mlajšimi, se učil od starejših, počasi, normalno, starejši odhajajo, mlajši ostajamo. Mislim, da sem v zadnjem letu v Dobovcu bil neke vrste vodja in da sem uspel pač v vseh vlogah se dokazati, za kar pa seveda, da sem rekel, zaslužen klub, trener, pa ljudje v klubu. Res se počutim počaščenega, da sem v reprezentanci, kjer lahko trdim, da poleg tega, da so igralci, pač moji soigralci, lahko trdim tudi, da so moji zelo dobri prijatelji. Žiga Čeh, izreden igralec, motivator. Prvo, dober prijatelj. On je pač bil že od zmeraj tak lider ekipe. On je meni pač super. Tudi na igrišču jaz v bistvu najrajši igram z njim. Vedno, ko sem z njim, nikoli ti ni dolg čas, res prava faca. Osebnostjo izreden tip, jaz bom rekel model, to so salve smeha vseh nas, tako da on je izredno pomemben za to ekipo iz vseh stališč, ker je ekipni igralec, ekipni človek in res sem vesel, da ga imamo. Definitivno leta 2018 nismo razmišljali, da bo znotraj naših karier igralcev, kateri so igrali takrat, smo igrali takrat. Možnost, da to še enkrat okusimo in res fantastičen dogodek. 3-krat napolnjena dvorana v Stožicah. Hvaležen za priložnost, hvaležen, da sem imel možnost igrati pred takšnim številom ljudi in upam, želim si, da bi imel to možnost. Če me zdravje posluži tudi februarja tukaj, da pač se ljudje ozovejo spet v takšnem številu, to bi bilo fantastično spet pred tako podporo nastopiti. Verjamem, da sploh v Sloveniji na Evropskem prvenstvu se moramo postaviti v vlogo, kjer si ne glede na nasprotnika želimo vsako tekmo zmagati. Seveda je ogromno reprezentanc, katere nam realno lahko to preprečijo, ampak mislim, da si moramo zastaviti, pač vsaj jaz si bom v svoji glavi za sebe in svoje soigralce štab reprezentancov zastavil najvišje možne cilje na Evropskem prvenstvu. Res verjamem, da imamo kvaliteto, da smo zelo kvalitetna ekipa, da smo dobro povezani med sabo in da bomo v času Evropskega prvenstva na svojem individualnem vrhuncu kot igralci, vsak posamezno, potem pa, da bomo to uspeli združiti v en ekipni duh, kateri nam že uspeva v zadnjem času zelo dobro
gladko delane kvalifikacije nas definitivno dajo z pozitivno energijo še naprej in pač trdno verjamem, da lahko naredimo korak, dva naprej v primerjavi z uspehi, ki smo jih dosegali do zdaj na evropskih prvenstvih.